Se pravi, v čezmejni projekt se vključuje tudi energetska družba, ne čisto vsakdanje. Ne? Drži, v bistvu veseli nas, da je ta prvotna ideja projekta Centra za obiskovalce, ki smo ga načrtovali z področja energetika, prerasla to osnovno idejo in da je v bistvu preko čezmejnega projekta Interreg Slovenija-Hrvaška dosegla tudi čezmejno Republiko Hrvaško, Republiko Slovenijo, pa predvsem, da smo se iz področja energetike posvetili tudi področju okolja in pa turizma. Danes gostite prvo skupino, ki je neka testna skupina, ne, tega produkta. Drži, danes v bistvu prva testna skupina produkta čezmejnega Enviro Interreg je obiskala tudi našo lokacijo, ravno z namenom, da že v času osnovanja projekta in pa ne nazadnje tudi same izgradnje in pa zasnove notranjih vsebin upoštevamo tudi želje različnih ciljnih skupin in pa tudi zahteve uporabnikov, predvsem z namenom, da center naredimo prijazen vsem vrstam obiskovalcev. Košljanova vila, prenova v polni. Tako drži, v bistvu prenova je v polnem teku, trenutno smo v zaključni fazi gradnja, zaključna gradbena dela, tako da v spomladi računamo, da zaključimo za samo gradnjo, potem sledijo pa v bistvu še opremljanje z samimi vsebinami, z interaktivnimi doživljajskimi vsebinami in pa ne nazadnje tudi pohištvo ter nekako potem konc letošnjega leta tudi, da začne v bistvu center nekako testno obratovati. Hvala. Kaj je bilo v vili v bistvu do zdaj že narejeno, kaj se trenutno dela in kaj še bo? V bistvu na samem objektu, sami vili so bila izvedena v preteklem letu predvsem zelo zahtevna stabilizacijska dela, namreč objekt je bil star več kot 100 let, kar je pomenilo, da smo iz vidika statike rabili predvsem posebne ukrepe in pa posebno način gradnje, da smo objekt najprej stabilizirali do temeljev, potem smo poleg obnove starega objekta zraven dogradili še nov objekt, gre za večnamensko dvorano, ki je namenjena ravno razvoju poslovnega turizma, razvoju turizma in skratka obiskovalcev z področja turističnih vsebin. Potem hkrati je bilo v bistvu upravljeno tudi poleg stabilizacije samega terena tudi prenova same konstrukcije objekta, da je cel objekt in pa tudi ne nazadnje stene, da so postajale stabilne in pa na ta način za obiskovalce, bodoče obiskovalce varen objekt. Koliko je že ta kvadratura, vse skupno? Vse skupno, drži, vse skupno, celoten kompleks meri površino 1200 kvadratnih metrov, od tega je 720 kvadratnih metrov pokritih površin, 500 kvadratnih metrov starega objekta in pa 200 približno kvadratnih metrov novega objekta. Pravi, pol se bo pa tudi preimenovala, ne bo več Košljanova vila, bo vila Enviro, kot je Damjan, ne? Drži, v bistvu imeli smo zelo zanimiv proces izbire imena, tudi vključili smo javnost in s pomočjo ankete tudi na koncu izbrali ime Vila Envira. Nekako nam je všeč, da še vedno ta tradicija kot vila ostaja v imenu, sam pomen Envira pa nekako je sinonim za energetiko, vire kot so okolje, predvsem odgovorna raba naravnih virov, ravnanja z okoljem in pa ne nazadnje tudi sam turizem, tako da v bistvu želimo, da tudi potem ta ime odznanja neko simboliko.